And checking it twice, gonna find out who's been naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping, he knows when you're awake, he knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. Oh, you better watch out, you better not cry, better not spout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Spoštovane gospe in gospodje, pozdravljeni na letošnjem Miklavževem koncertu Gimnazije Celje Center, v katerega so nas popeljali člani zasedbe The Schlagers na čelu s profesorjem Sašem Šoncem in naslovno skladbo, ki je v dvorano Celjskega narodnega doma pripeljala Miklavža, prvega izmed decembrskih dobrih mož. Naš Miklavžev koncert je le ena izmed mnogih tradicij naše 105-letne princese. Vsako leto se v začetku decembra zberemo vsi glasbeni sestavi GCC in vam, dragi gostje, z božičnimi melodijami pričaramo enostavno drugačno predbožično vzdušje. Nocojšnji pa je še posebej slavnosten. Saj začenjamo s praznovanjem zvenečega jubileja, 60-letnice strnjenega delovanja glasbenih zasedb naše šole. Častitljivemu jubileju smo posvetili tudi prav posebno in enostavno drugačno CD ploščo, kjer smo zbrali aktualne, studijske in koncertne posnetke preteklega desetletja in to kar 9 glasbenih zasedb. Preden na oder povabimo najmlajšo med 9 glasbenimi zasedbami sedanjih
in nekdanjih dijakov, ki letos delujejo na GCC, mi dovolite, da v naši družbi še posebej toplo pozdravim poslanko v državnem zboru, gospo Janjo Sluga, goste z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Zavoda za šolstvo. Predstavnike mestne občine Celje in mestnih četrti, goste z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Zavoda za šolstvo, ravnateljice in ravnatelje vrtcev, osnovnih in srednjih šol, naše profesorje, sošolke in sošolce ter vas, dragi starši. Poseben pozdrav velja gospe Urški Mužar, predstavnici občine Vojnik, z veliko zahvalo za pomoč pri organizaciji današnjega večera in izposoji praktikablov. Sedaj pa na oder vabimo dekleta Noneta GCC in njihovo umetniško vodjo, profesorico Barbaro Arlič-Kerštajn. Nonet je v lanskem letu ponovno razgibal našo glasbeno sceno. In verjeli ali ne, takoj po koncertu punce potujejo v Berlin, kjer bodo skupaj s tretjo osnovno šolo Celje v soboto in nedeljo pripravila predpraznične koncerte za Slovence živeče v Berlinu in za berlinsko veleposlaništvo. Prihodnji četrtek, 14. decembra, pa jim lahko ob 17:30 prisluhnete na pravljičnem koncertu na balkonu Muzeja novejše zgodovine v Celju. Spoštovane gospe in gospodje, Nonet GCC.
leto 2017 se počasi poslavlja. In prav je, da se tudi na pragu meseca, ko smo se Slovenci pred 27 leti odločili, da na temeljih bogatega kulturnega izročila in klene identitete postavimo lastno državo, spomnimo velikih mož, ki so svojim delom tlakovali to dolgo pot. V tem letu smo se na GCC s posebnim koledarjem naših umetnikov spomnili 60. obletnice smrti najbolj znanega slovenskega arhitekta Jožeta Plečnika, ki je s svojimi deli zaznamoval 3 evropske prestolnice – Dunaj, Prago in Ljubljano. Letos pa mineva tudi 500 let, kar je Martin Luther na vrata cerkve v Wittenbergu pribil 95 tez proti odpustkom. Ta dogodek velja za začetek obdobja reformacije v zahodnji Evropi, ko se je iz Nemčije hitro razširila v druge dežele. Tudi slovenski jezik pri tem ni bil izjema, saj v tistem času med drugim izideta prva knjiga v slovenščini ter prvi celovit prevod Svetega pisma. Primož Trubar, ki je protestantsko misel prinesel v naše kraje s prvo tiskano knjigo, ni samo postavil temelje slovenske književnosti in slovenskega knjižnega jezika, ampak je obudil in okrepil slovensko narodno zavest, hkrati pa zagotovil trden temelj naslednjim generacijam, saj se je slovenščina ohranila skozi stoletja, kljub temu, da dolgo nismo imeli lastne države. Hkrati pa so slovenski protestanti zanetili tudi kal politične volje za kulturno, kasneje pa tudi za politično samostojnost, o kateri je veliko črnila prelil tudi veliki literat Ivan Cankar, ki ga bomo še posebej raziskovali v letu 2018, ko se bomo spominjali 100-letnice njegove smrti. Trubarju v čast smo se glasbeniki z GCC poklonili že na letošnjem pomladnem koncertu. Ponosno pa smo sodelovali tudi na oktobrski občinski prireditvi ob 500-letnici reformacije. In tudi leto želimo zaključiti z 2 koraloma, ki naj Trubarju pojeta v čast in slavo, tudi kot odličnemu prevajalcu in prirejevalcu protestantskih napevov. Dekliški pevski zbor, fantovska vokalna zasedba GCC ob spremljavi GCC fanfar pod vodstvom profesorjev Davida Preložnika in Gregorja Deleje.
se tudi tebi zdi, da je to leto tako hitro minilo? Še pred kratkim smo se veselili njegovih novih lepih trenutkov, sedaj pa mu že mahamo v slovo. Ja, Vesna, čas hitro beži, ko si srečen. Saj veš, kako pravi naša pesnica Bina Štampež-Malc. Sreča je v najbolj srečnih velikostih, vonjav in oblik. In nikoli je ni preveč za tisti srečenosen dotik. Že skoraj preteklem letu smo si srečnostne dotike ustvarjali tudi mi, dijaki gimnazije Celje Center, ki si svojo prihodnost še krojimo. Februarja smo se skupaj udeležili kratke turneje v Trst, peli smo na tradicionalnem ruskem večeru, izvedli smo tudi naš vsakoletni pomladni koncert in sodelovali na odprtju razstave Celjskega filatelističnega društva. V tej polovici šolskega leta pa smo sodelovali na druženju generacij GCC, naših 100+5, na že omenjeni prireditvi mestne občine Celje v 500-letnici reformacije. Manjša zasedba pevcev je pred 2 tednoma sodelovala tudi na ruski čajanki, v torek pa smo sodelovali tudi na dobrodelnem koncertu druge gimnazije Maribor. Bilo je izjemno. Letošnje leto praznujejo naši glasbeni sestavi že 60. leto delovanja. V takšni in drugačni obliki so na šoli delovali že od vsega začetka. Od leta 1912, ko začne v impozantnem secesijskem poslopju v centru Celja delovati druga osnovna šola Celje. Tudi po ustanovitvi učiteljišča leta 1949 glasba ostane pomemben del življenja šole, a do šolskega leta 1956-57 lahko sledimo le priložnostnim glasbenim sestavom, leto 1957 pa pomeni ustanovitev prvega zborovskega sestava, ki na šoli odtlej deluje neprekinjeno, večino časa kot dekliški pevski zbor. Zbore na GCC so vodili priznani glasbeni pedagogi in zborovodje Boris Ferlinc, Daniel Grum, Ivan Lah, Vlado Modic, magister Vit Marcen, doktorica Dragica Žvar in Metka Jagodič-Pogačar. Zborovsko dejavnost je leta 1995 prevzela Barbara Arlič-Kerštajn, ki danes vodi dekliški nonet GCC. Dekliški spevski zbor deluje pod vodstvom Davida Preložnika, fantovski zasedbi Oktet 9 in Favoza pa pod vodstvom Gregorja Deleje. V preteklosti sta na GCC delovali celo godalni in harmonikarski orkester, ki sta jih vodila Daniel Grum in Olga Tičar. Zadnje desetletje pa za inštrumentalno glasbo skrbi profesor Sašo Šonc, ki sicer vodi zasedbo The Schlagers. Vsako leto pa na šoli nastajajo številne dijaške zasedbe, ki se spogledujejo s popularnejšo glasbeno zvrstjo. Ob visoki obletnici smo ob koncu lanskega šolskega leta začeli s prav posebnim projektom. Dijaki smo skupaj s profesorji izdali svojo prvo zgoščenko. Njena vsebina pa naj zaenkrat še ostane skrivnost. A ne do konca koncerta, ko si lahko v zameno za prostovoljni dar v preddverju dvorane vzamete enostavno drugačen CD in odkrijete, kaj skriva. Sedaj pa naj ponovno zazveni glasba. In ker imajo dekleta prednost, na oder kot prve vabim pevke dekliškega pevskega zbora GCC in njihovega dirigenta Davida Preložnika. Za nami pa bodo nastopili pevci Favoze pod vodstvom dirigenta Gregorja Deleje.
ob užitkih, ki jih pričarajo lepote širnih glasbenih prostranstev in mladih glasov, pa vse večkrat pozabimo na tiste tete ali strice iz ozadja, ki so te skladbe pripravili. Zato bi ob tej priložnosti rada izkoristila trenutek in se v imenu vseh glasbenic in glasbenikov Gimnazije Celje Center zahvalila našim mentorjem in umetniškim vodjem zasedb. Pa ne le njim, pač pa tudi vsem tistim, ki so svoje pedagoško poslanstvo v preteklosti uresničevali tudi z razvojem mladih glasbenih talentov. Med njimi v dvorani prav posebej pozdravljamo magistra Vida Marcena, dolgoletnega ravnatelja Celjske glasbene šole in nekdanjega profesorja na takratnem pedagoškem centru, in pa doktorico Dragico Žvar, ki nam je nedolgo tega podarila ogromno notnega gradiva in nam s tem omogočila, da ga bomo seveda s pridom uporabili. Doktorica Žvarova je kot zvesta Celjanka za ustvarjalno, pedagoško in znanstveno-raziskovalno delo na področju glasbe in zborovskega petja ter širjenja glasbene in pevske kulture med številnimi generacijami od mestnega sveta Mestne občine Celje prejela srebrni grb. Z glasbo pa za danes še zdaleč nismo končali. Z barvitim petjem nas bo s skupino The Schlagers očarala zmagovalka slovenske note Samanta Maja Šolaja. Maturantka programa Predšolska vzgoja, ki jo vabim na oder, hkrati pa vas v njenem imenu vljudno vabim na koncert, ki ga bo v nedeljo 10. decembra ob spremljavi zasedbe The Takeover ob 19. uri pripravila v pravljičnem Celju. Baby, slip a sable under the tree for me. I've been an awful good girl, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Santa baby, a 54 convertible to light blue. I waited, my dear Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Think of all the fun I've missed. Think of all the fellas that I haven't kissed. This year I could be just as good if you check off my Christmas list. Santa baby, I want a yacht and really that's not a lie. I've been an angel all year, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Santa honey, the one thing that I really do need, the deed to a platinum mine. Santa honey, so hurry down the chimney tonight. Santa baby, slip a sable under the tree for me. I've been an awful good girl, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Tiffany's. This year I could be just as good if you
Santa honey, so hurry down the chimney tonight. 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 Seveda se na naši šoli vsako leto trudimo biti enostavno drugačni, kar ne dokazujejo samo naši glasbeni sestavi, ampak tudi povezanost med dijaki. Ker pa se v tem čarobnem prazničnem obdobju še posebno dobro razumemo, smo dekliški pevski zbor, Favoza in Šlagersi za vas pripravili nekaj čisto posebnega. Dame in gospodje, čeprav še ni ravno Božič, je čas, da začutite njegovo bližino in vzdušje. Prepustite se pevkam in pevcem, ki vam bomo ob spremljavi skupine The Schlagers zapeli veček slovenskih božičnih pesmi z naslovom Enostavno drugačen Božič, ki je posebej za nocojšnji večer nastal pod peresom Daniela Brdena, profesorja glasbe na Srednji zdravstveni šoli Celje in GCC. Da pa bo radosti in smeha polno tudi, ko veseli december pomaha v slovo, vas vabim na naš tradicionalni novoletni koncert, ki bo v četrtek, 4. januarja ob 18:30 v Cerkvi Svetega Duha v Celju. Ne pozabite tudi na našo jubilejno zgoščenko, ki jo lahko v zameno za skromen prostovoljni prispevek dobite v preddverju dvorane. Po zaključku koncerta pa vas prijazno vabimo, da se nam pridružite še v stranski dvorani in skupaj z nami nazdravite vsem jubilejem letošnjega leta in skrivnostnem pričakovanju bližnjih praznikov. Hvala, ker ste današnji večer preživeli z nami in uživajte še v naši zadnji, enostavno drugačni glasbeni točki. Želimo vam, da bi vam pričarala lepoto in mir božičnega časa, ter vas obdajala z ljubeznijo, lepoto in predvsem s tistimi, ki jih imate radi. Želimo vam, da vas v letu 2018 vodi misel Franeta Milčinskega Ježka. Ljudje, prižgimo luč po celem svetu hkrati. Naj sveti kdo ve kam, saj kdaj že plamen sveče pokaže pot do sreče človeku, ki je sam. Prižgimo luč, ljudje, po celem svetu hkrati. Spoštovane gospe, cenjeni gospodje, enostavno drugačen Božič v izvedbi dekliškega pevskega zbora GCC, Favoze in zasedbe The Schlagers pod vodstvom profesorja Davida Preložnika. Hvala, da ste bili nocoj z nami.
Spoštovane gospe, cenjeni gospodje, drage glasbenice in glasbeniki iz GCC, najprej vsem en lep dober večer. Hvala vam, ker ste ponovno tako napolnili to prečudovito dvorano Narodnega doma in ponovno upravičilo vsem tistim, ki stojite. Jaz upam, da smo vam to poplačali z našo glasbo. Pa seveda naši šoli, vsem generacijam, tistim, ki so hodile pred nami in tisti, ki zdaj hodimo z njo, iskrene čestitke ob tem zanimivem jubileju 6. desetletjem neprekinjenega delovanja glasbenih zasedb. To je najbrž ena izmed stvari, ki so naše nekdanje dijake napeljale na to, da so šolo poimenovali kot enostavno drugačno. In da se je v teh letih ta slogan tako spojil z našo bitjo, z utripom šole, da smo ga vzeli za svojega in kar mene posebej veseli, zlasti pa v temle predprazničnem času, je to, da drugačnost postavlja v tisto pozitivno luč. Kajti ravno v teh dneh, ki so zelo temačni, dolgi večeri, še daljše noči in kmalu se nam obeta tista najdaljša noč v koledarskem letu, je mogoče čutiti to, da je drugačnost lahko pa tudi drugačna od te, ki jo negujemo na GCC. Da je to tisti občutek, ki smo ga najbrž že vsi enkrat doživeli, ko smo bili prezrti, odrinjeni. In vsak izmed nas, ki je to že izkusil, pa najbrž ne samo enkrat, bi si mogel za poslanico teh dolgih večerov in hladnih noči vzeti mogoče ravno to misel. In iz tega mesta, kjer stojimo danes, v tej pozitivni drugačnosti, tistim, ki so pa odrinjeni, nakloniti nekaj, za kar mogoče čez leto ni časa, ko pač tisto in tiste pogosto prezremo in spregledamo, ker pač drvimo skupaj z življenjem, ki je hitro. In mogoče ravno to našim prednikom v tisti zimski kresni noči dalo eno posebno doživljanje tega dela leta, ko se ponovno začnete malo umikati svetlobi, ko praprotna semena padajo v naše čevlje in lahko slišimo celo živali govoriti. In mogoče so ravno zato tako slavili ta čas, še davno pred tem, kar danes slavimo mi. In če smo te praznike, zimske praznike, v preteklih desetletjih mogoče preveč opredmetili, ko nam predstavljajo predvsem tiste darove, ki si jih fizično predajamo iz roke v roko, je mogoče zdaj čas, da si k srcu prikličemo trenutke, ko smo bili mi tisti odrinjeni in danes vsem tistim, ki to vedno še so, poklonimo nekaj lepega. In to lepoto se ne da materializirati, kajti to lepoto moramo poiskati v sebi. Zato mi dovolite, drage dijakinje, spoštovani dijaki, da se vam tudi z tega mesta zahvalim za to lepoto, ki nam jo dajete in s katero nas vedno znova opominjate, da je ta svet lep. Vam, spoštovane gospe in gospodje, pa želim, da to mladost, to enostavno drugačnost nocoj ponesete iz te dvorane v praznične dni, ki naj bodo tople, kakor naj bo novo leto prav tako enostavno drugačno, da boste zmogli vse, kar ste si zadali in pri tem ne pozabili na tisto naše, tisto, kar nosimo v sebi in kar lahko vsak dan damo drugim. Pa naj bo mirno, z mirom, ki ga sejemo mi. Ne visoko leteče besede iz medijev, ampak prav vsi
mi, ko lahko z enim majhnim dejanjem spreminjamo svet. Naj bo leto 2018 polno teh majhnih dejanj, ki izhajajo iz misli, da je mir čudovit. Še enkrat iskrena hvala, ker ste bili nocoj z nami in lahko noč.